Pač to je noro, no. Tako srečo ima za ene klinčeve ciprese. Šel na Moravške Britov jih posnem doma. Zbudili smo se v oblačno jutro, kar je v bistvu prav fina zaradi tega, da ni preveč vroče. Gremo na zajtrk, mi zdaj tukaj v tej rezidenci spali nismo nič, oziroma jaz nisem nič spal, ker je komarjev 242,227 bilo v okoli moje glave in okoli moje posle, pa še 10 nuh zraven. Posla je bila taka, da je moj hrbet zdajle, kada bi spal na oni posli žeblov, tako da dober dan bo danes. Imamo sicer kavico z lepim razgledom, pa zajtrk, če lahko to poimenujem zajtrk, zaradi tega, ker pač en gospod tukaj Bog je sam, no, pa imam bolj samo tako zajtrk kao pecivo in take stvari. Ampak smo se uspeli zmeniti po italijansko, da bomo tudi jajčka imeli. Ja, ampak imamo pa lep razgled. Naša bi živel tukaj. Imel bi vikend tukaj, živel kaj ne bi, ampak pač bi pa imel tako, ne vem, da bi polen prišel sem. Res je lepo, res je dobro. In pa ima svoje ljudi, ki ti obdelujejo vinograde, imaš ljudi, ki ti pridelujejo vino, ki smrdijo, ki skrbijo za tvoj ranč, ker imaš domačo pridelavo zelenjave, mesa. Lepo je. Je bilo super fajn. Jo, Miki, kaj smo mi to, Neška, kam si ti nas pelala? Kam gre ta zdaj klela, no? Bog pomagi. Zdaj pa rol. Ana ve, da gremo mi naravnost, pač. A je kakšna druga, a gremo po isti poti lahko nazaj, ali a je kakšna druga pot, ali... Poti, ja, ampak... Pač to je noro, no. Tako srečo ima za ene klinčeve ciprese. Šel na Moravške Britov jih posnem doma. Tole je za dokumentirati, zdaj smo prišli tam nazadnje na farma, Neška se je vse zmenila, no makina, a pije pa lahko gremo dokle gor. Tako da, ampak to je una scena, mislim, da, a tukaj so pa manj gladiatorja snemala, ne? Možno, da so tukaj gladiatorja snemali, ker je pač dejansko ta kumban, ki je bil pa prej dol, je pa zdaj že kle gor. Agrikultura. No, tukaj niso snimali gladiatorja, edin če so se med temi cipresami borili, ampak ni to, kar sem jaz mislil, da mi iščemo. Še raziskujemo naprej, da smo v polju. A ni to una scena, ki je takole slikan iz tako dol, gor, pa ki je od gladiatorja stoji med žitom noter vmes. A poslušate zdaj vsi zgodba, zakaj so te ciprese tukaj? Ja? Tudi vi? Ja, vsi. Ok, poslušamo zgodba. Dejansko cipresa pač predstavlja simbol Toskane in vse, in življenja in narave. V bistvu cipresa je simbol tudi Apolona, grškega boga sonca in tudi lepote med drugim. In potem v Ciprusu, ker on nekaj z njim imel, potem so pomenovane ciprese in tukaj so v bistvu ciprese samo zaradi tega, ker so lovci na ptice postavili jih oziroma posadili jih tukaj, da privabljajo ptice in pač da so lovili ptice. To je to. To je to. Če mene na tem potovanju ne razpuka od rogličkov, pa ne vem, kako bo. To je to. Tak, zanimivo testo, ampak predlagam, no, takole na bencinskih, ki se ostavljate v Italiji, se je splačal zdaj tak peciv. Takole, evo, še zadnji postanek na našem potovanju in to je Bologna, ki ni več Toskana. Tukaj sem že bil, tako da jih bom peljal jest na ragu bolognese in pa na sladoled in pa na rogličke, pistace, rogličke, klema, bolane. Ampak itak valjda, nič ni bilo dežja, zdaj, ko smo stopili z avta, ščije. Tako da malo bomo mokri. Tukaj nad avtobusno postajo, oziroma zraven avtobusne postaje v Bologni je tak ogromen park, se že takrat spomnim, tako greš v bistvu čisto okoli, lahko hodiš.
Več ali manj je bolj za otroke mišljeno, zaradi tega, ker je ogromno nekih igral in tega. Vidim pa zdaj, da imajo tudi tukaj neki tako varianto, da lahko se malo sedeš, pa malo popiješ, pa malo poješ. Je pa Bologna znana po teh lokih, ki se ravnokar nahajajo nad nami. Se pravi, te oboke in to prek 40 km obokov je narejenih tukaj v Bologni, kar je kar precej veliko. Sicer Piazza Maggiore malo drugače, kot je bila zadnjič, ker je bila na pol prazna, ker smo bili mi februarja tukaj. Ja, pač zdaj se je vse zdaj na polno, folka je full, valjda so postavljeni stoli in odri, ne vem kaj vse. Tako da ni tistega experienca, ampak ja. A se kaj slišalo? Tega ne govorim, da bomo kamero, da govorimo na drugo, kot je dejansko, pričajem, ti oboki so tako narejeni, da se pač sliši na drugo stran. Veš, da nekaj nekaj? Ja, zelo dobro se te sliši, a me ti slišiš? A se res sliši, da je dobro, samo kaj razumljivo, ampak. Ful dobro se te sliši. To je zakon. Smo šli na kosilo, pa tako tradicionalno, vse tako tradicionalno, italijanska, to je osterija, trattorija, tagliatella, ne vem, tako da po moje bomo dobro jedli. Pač v tej gostini smo res dobro jedli, valjda najprej malo prigrizkov prej, pol pa valjda testenine bolognese, pa lazanja bolognese, pa to, če si že v Bologni, valjda moraš to jesti, ne? Jaz, če bi bil študent, še enkrat bi šel definitivno študirati v Bologno, ker je pač vibe mesta neverjetna. Že tako prvič, ko sem bil tukaj v Bologni, sem se zaljubil v Bologno in ful lepo. Lej, vam pokažem malo klipov, pa to iz samega mesta. Kulinarika je vrhunska, imenuje se Red and Fat, Red zaradi arhitekture in Fat zaradi kulinarike, pač ker je tako dobro za jesti. No. Zdaj se sprehajamo proti eni izmed najbolj, oziroma proti najbolj znani sladoledarni tukaj v Bologni. Smo že jedli takrat sladoled tukaj in je res noro dober in ko mi čakam, da spet prijem. Po mojem bo ful gužva, ker je tudi najbolj ocenjena sladoledarna in zelo popularna sladoledarna tukaj, tako da ko mi čakam. Pač, to je pa božansko, božansko. Tale sladoledarna v Bologni, najboljši sladoled na svetu. Kavol. V bistvu mnenje vseh. Kakšen je sladoled? Božanski. Ana, kak je sladoled ti? Da vidimo. Ana, zelo dobro. Pej tliskati. Medtem, ko snemam tele voiceovere, sedim v Granadi pred katedralo Kristusovega učlovečenja, tako da malo bo šundra zadaj, ampak ja, tako da smo se sprehajali po Bologni, po ulicah, pač res je čarobno mesto, no, tako barve, oboki, vibe ljudi, povsod je neka hrana, vse od testenin do mesa, do sadja, do zelenjave, res pač lahko sam hodiš pa opazuješ. Ma človek občutek, da je v Pizi spet, a ne? Zgleda imajo Italijani a think na krive stvari, a veš, če veš, kaj mislim. To je, zato se krijo Bologna. Labo tega mislim, da se imenuje ta pelc, tudi to morate najdati nujno. In pol se je naša pot počasi končala in smo se odpravili nazaj proti avtu, seveda še malo gledali univerzitetni del Bologne, ker valjda bolonski študij je štartal v Bologni, tako da sem jim razkazal še malo ta stari del mesta. In ja, to je potovanje v Toskano, zadnji del, zdaj pa pač, da boste lahko spremljali še naprej, ne pa zapad subscribe, lajkati, šerati, pa se vidimo. Zdaj je pa na poti trenutek, ko se vlog po Italiji oziroma Toskani in Bologna zaključi. Tako da, lušno je bilo, ekipa je bilo lušno, zdaj ste vsi v kadru. Je, vrhunsko je bilo in definitivno ponovimo. Vi pa ne pozabite, subscribite na kanal, lajkite, šerite
Pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau.